O polemiki Liberalne akademije z generalno državno tožilko, komentar dneva, Darko Štrajn. Novinar Televizije Slovenija je v prispevku za Odmeve 13. februarja izpustil vsa moja bistvena pojasnila stališč Liberalne akademije v zvezi s politično motiviranostjo znanih ravnanj generalne državne tožilke, zlasti v primerih Depa Lavas in nadzora družine Strojan. V izrezanih odgovorih sem pojasnil, da je Liberalna akademija v pismu Svetu Evrope in Mednarodni tožilski organizaciji šlo predvsem za to, da te instance obvesti o znakih ravno takega tožilskega ravnanja, na kakršnega je Svet Evrope kot na splošno demokraciji nevaren pojav opozoril v svojih priporočilih številka 19. Poanta odgovora generalnega sekretarja Mednarodne zveze tožilcev Henka Markarta Šolca pa je bila, da se ne more vmešavati v politične spore v Sloveniji. Torej se ni izrekel niti o tem, da obstaja političen vpliv nad slovenskim sodstvom, niti da ne obstaja. Gledalci Televizije Slovenija so bili za moje odgovore prikrajšani, novinar pa jim ni prepustil ničesar v njihovo lastno presojo. Hkrati je generalna tožilka gospa Barbara Brezigar v istem prispevku lahko na široko kramljala o blatenju ugleda države. Očitek, da je Liberalna akademija zamolčala odgovor v mednarodne tožilske organizacije v mediju, ki pretežno ignorira naša javna sporočila, ni ravno legitimen. Če pa upoštevamo, kako predstavniki sedanje oblasti in njihovi uravnoteženi novinarji omalovažujejo in zamolčujejo vsa kritična evropska stališča, naprimer sporočila Sveta Evrope o ravnanjih vlade z Romi in z mediji, pa jasno opozorila z več instanc o odnosu do problema izbrisanih, je njihovo poudarjanje zadevnega, za njih zgolj manj neugodnega stališča samo še en primer dvojnih meril uravnoteženosti. Navzlic protežiranju generalne tožilke v nekaterih medijih smo v včerajšnji javni izjavi pozvali strokovno javnost, da budno spremlja njena ravnanja in odločitve. Če se namreč izvršna in sodna veja preveč zbližata, je pot nazaj v demokracijo lahko naporna in dolgotrajna. Gospa Brezigar sicer rada poudarja svojo nepolitičnost in neodvisnost. Če tega ne bi demantirali izjave in posamezna ravnanja v korist vladajoče politike, bi ji nemara bili celo pripravljeni verjeti.